Živjo, sem Jana Pristovšek in ponovno sem z vami. Frustracijo doživljamo, kadar ne gre vse po naših načrtih oziroma se ne izpolnijo naša pričakovanja in naše želje. Kako se mi spopadamo s frustracijo, je odvisno od naših notranjih vsebin. Vsak človek se spopada malo drugače. Če mi neuspeh oziroma neko zavrnitev vzamemo tako, da mi nismo dovolj dobri, da nismo dovolj sposobni, da nismo dovolj vredni, bomo v življenju delovali popolnoma drugače, kakor če frustracijo vzamemo del življenja in izkoristimo, da pogledamo, kaj je pravzaprav v nas. In takrat lahko to popravimo. Da to lahko popravimo, moramo imeti določena orodja, moramo imeti določeno znanje in to znanje vam jaz podajam. V Facebook skupini Čarobni odnos, v knjigi Čarobni odnos, v knjigi 8 moških, zakaj pa ne, na moji spletni strani, v individualnih svetovanjih in delavnicah. Ampak pejmo naprej. Frustracija je stanje, ki nam koristi. Zato, ker takrat mi pogledamo svojo samopodobo. Takrat mi ponovno napolnimo sebe z notranjo močjo. Takrat mi podoživljamo nekaj, kar ni prijetno in takrat se mi naučimo, kako se spopasti z nečem, kar ni prijetno. In ko pridemo iz frustracije ven, je to uspeh. Se pravi, znamo se umiriti, znamo si povedati, da smo dovolj dobri, znamo si povedati, da je življenje nihanje od prijetnega do manj prijetnega, od lepega do manj lepega. Ampak, da za vsakim soncem pade dež in da za vsakim dežjem pride tudi sonce. Tole je bilo zdaj zelo šablonsko, ampak kaj ljudje počnemo v frustraciji? V frustraciji ljudje napadamo drugega, se jezimo, jočemo, kričimo, bežimo, in še 1000 drugih stvari, ki ne koristijo. Če vi hočete imeti dober odnos z nekom, potem nobena od teh stvari ne vodi v dober odnos. Spoznavanje je začetek nekega odnosa. In čas spoznavanja je pomemben. Ko mi neko osebo spoznamo in ko nam je všeč, pravimo, da se zaljubimo. Nekateri se zaljubijo bolj hitro, nekateri malo kasneje. Ampak čas spoznavanja je pomemben temu, da mi ugotovimo, ali smo s to osebo dovolj kompatibilni ali ne. In čas spoznavanja ne smemo preskočiti. Na začetku, ko se z nekom spoznamo, je lepo. Slej ko prej oziroma nekje v 3 mesecih pride do prvega nesporazuma, do prvega neskladja, do prvega konflikta. In to pokaže, kakšen odnos bo vnaprej. Ker pa smo mi vložili že 3 mesece v nek odnos in ker smo se že navezali in ker nočemo biti spet sami in ker nočemo biti spet frustrirani, potem rečemo, ok, saj bo drugače. Ali popustimo, ali vztrajamo in popusti druga oseba, ampak ne vprašamo pa se, ali bom jaz lahko tako živel naslednjih 30 let. Ali je najin način reševanja problema dovolj ustrezen za oba. Vi ste lahko dovolj glasni in drugega preglasite. Ga svojo močjo prisilite, da ustreže. Ali obratno, ali je druga oseba dovolj močna, da rečemo, ok, naj bo pa tvoje, čeprav tako ne čutimo. Spoznavanje je proces, kjer spoznamo, ali sva dovolj kompatibilna, ali sva dovolj usklajena, da lahko živiva skupaj s tem, ne da bi se kdo odpovedoval. Uskladiti morava svoje okvirje življenja in odvisno od tega, koliko je ta okvir velik, majhen, širok, visok, je odvisno, koliko naporno bo partnerstvo. Frustracija je super stanje, v katerem mi spoznamo sebe.
Sebe ne spoznamo takrat, ko je lepo. Sebe spoznamo takrat, ko nam ni dobro. In takrat rabimo mi orodje, znanje, da to lahko predelamo. Partnerstvo je odnos, kjer dve samostojni odrasli osebi tvorita neko skupnost. In ta skupnost je enakovredna. Kar ne pomeni, da ves čas delata vsak pol, ampak da se toliko dopolnjujeta, da nihče ni prikrajšan. Ampak v nas so različna prepričanja in ljudje mislijo, da če popustijo, da izgubijo. Ljudje ne znajo sklepati kompromisov. Ljudje mislijo, da je kompromis to, da če popustijo, izgubijo in zato mora druga oseba drugič popustiti, da jaz lahko zmagam. Pa to ni kompromis. Kompromis je, ko oba dobita, ne da bi kdo izgubil. Ampak, da mi ugotovimo, ali smo z nekom dovolj kompatibilni, rabimo čas. In ta čas je čas spoznavanja. Ko mi srečamo neko osebo, to ne pomeni, da se bomo z njo poročili, bomo imeli otroke in se bomo skupaj postarali. Ko mi spoznamo neko osebo, nas mora zanimati samo to, ali mi je dovolj dobro s to osebo, da želim nadaljevati, ali mi je ta oseba dovolj zanimiva, da jo želim bolj spoznati. Ostanimo tukaj in zdaj. Če pa mi frustracijo občutimo na način, da mi nismo dovolj dobri, da nismo dovolj vredni, potem se bomo mi temu izogibali in bomo iskali samo dogodke, kjer te frustracije ne bomo doživeli. Se pravi, marsikaj bomo v življenju zamudili, marsičemu se bomo izognili, pa bi nam prineslo lahko nekaj veliko lepega in hkrati sploh ne doživljamo ves čas lepih trenutkov, ampak smo razočarani. Razočarani smo, ker nam iz neznanega razloga nekaj uhaja. Mislimo, čutimo, da nam pripada več in to je res. Ampak hkrati ne moramo narediti tega koraka naprej. In tukaj ne gre za druge osebe, tukaj gre za nas same. In v frustraciji mi zorimo, v frustraciji mi spoznavamo sami sebe in v frustraciji mi lahko spreminjamo stvari, ki nam delajo težave. Druga oseba tega ne more narediti. Če mi nimamo občutja vrednosti, nam druga oseba tega ne more dati, pa če se še ne vem, kako trudi. In čas spoznavanja je poligon naših občutij, je poligon tega, da mi spoznamo, kakšen je naš stil navezanosti, kaj mi pričakujemo, kakšna so naša pravila, kako mi rešujemo nesporazume, kaj mi ob tem občutimo. In zato je čas poznavanja čas, ko mi osebnostno rastemo in zorimo. In ne vzemite si tega, dajte si čas, uživajte v tem, čeprav ni prijetno. Ampak, a veste, tudi mišic se ne dobi z ležanjem na kavču. Mišice se dobi, ko dviguješ uteži in takrat ni prijetno. Ampak je pa fajn, a ne moški, ko se pogledaš v ogledalo in vidiš, koliko mišic je na rokah, pa kakšni six-packi so na trebuhu. Pa da ne bom predolga danes in da ne bom šla predaleč. Frustracija je odličen čas za spoznavanje sebe. In izkoristite ga. Vprašajte se, ali mi je ta oseba dovolj zanimiva, da jo želim bolj spoznati. In če je odgovor ja, potem spoznavajte to osebo. Hkrati pa spoznavajte tudi sebe. Imejte se radi, bodite si pomembni, dajte sebi občutek vrednosti in občutek moči. Kako se to naredi, je opisano v Facebook skupini Čarobni odnos, v knjigi Čarobni odnos.
Preberite knjigo 8 moških, zakaj pa ne, pa boste videli, koliko stvari je not napisanih, ki se jih v kratkem času da ozavestiti, da spremeniti, da naučiti. Delite ta video, če vam je bil všeč. Kmalu se spet vidimo, slišimo, lahko mi napišete vprašanje, z veseljem vam bom odgovorila. Imejte se radi, uživajte v času spoznavanja in čau, čau.